Natančneje se bomo družili od 18. do 20. novembra v Termani park Laško. Zadaj vidite, spet se nam obeta zelo pestro tridnevno dogajanje. Nekatere prireditve, ki se bodo odvile, so plenarni dan Dnevov slovenskega turizma in pa svečana prireditev s podelitvijo najvišjih priznanj z področja turizma. Potem 71. gostinsko-turistični zbor v organizaciji Turistično-gostinske zbornice Slovenije, strokovno srečanje gostincev s podelitvijo priznanj v organizaciji Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Moja dežela in srečanje turističnih društev v organizaciji Turistične zveze Slovenije, dogodek IT Tour v organizaciji STO in pa JRE Akademija. Osrednja tema letošnjih dnevov slovenskega turizma je turizem z načrtom za gostoljubno in trajnostno prihodnost. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Par misli mogoče, da zaključuje se počasi turistično leto 2024, kljub temu, da je še mesec pa pol pred nami, ampak glede na razporejenost turističnih tokov nekih bistvenih sprememb zdaj ne bo. In se kaže, da je bilo po prodajni plati ponovno zelo uspešno, da je slovenski turizem dosegal spet rekordne vrednosti. Veseli tudi to, da je Slovenija med državami, to pa po podatkih, ki jih dobivamo iz Evropskega združenja hotelov, restauracij, kavarn, se pravi, da je med državami, ki so najhitreje prešle COVID krizo ali pa ki so se najhitreje vrnile na številke izpred Covida in jih tudi že presegle. Zdaj, po našem mnenju je eden bistvenih razlogov za to hitro rast, za hitro vrnitev, ravno trajnostna usmeritev slovenskega turizma, ki jo najbolj nedvomno ali pa najbolje predstavlja zelena shema, ki jo je že gospa Pak omenila. Zato bi tudi želel se zahvaliti in čestitati tudi STO-ju za 9 ali 10 let, da že traja razvoj sheme, ker to seveda daje prednost slovenskemu turizmu in ta poudarek naravnim, lokalnim, trajnostnim vsebinam je nedvomno nek segment ponudbe, po katerem povprašuje vedno več obiskovalcev, tako da mislim, da smo tudi za naprej na dobri poti, seveda bo pa treba nadgrajevati shemo, kot je bilo pa tudi že rečeno. Zdaj, glede na to, da pa mi zastopamo turistična podjetja, pa moram na tem mestu seveda tudi omeniti, da podobno kot so rekordni prihodki, so pa rekordni tudi stroški poslovanja, ki predstavljajo seveda velike izzive podjetjem in zato menimo, da bo nujno potrebno vsaj del teh stroškov razbremeniti podjetja in jim na ta način omogoča tudi v bodoče uspešno poslovanje in pa obstoj sredstev za investicije, ker vemo pa vsi, da brez investicij pa tudi konkurenčnost turizma ni taka, kot bi jo želeli. Zdaj, seveda par besed še o gostinsko-turističnem zboru, ki poteka že 71. po vrsti. To je bilo prej že tudi rečeno strani gospe Kalin, je bila ideja, da se tako hitro vrnemo v Laško, posledica želje po pomoči hotelu, ki je bil zelo prizadet s poplavami v lanskem letu, zato smo spet v Laškem. Veseli pa nas, da je ponovno na strokovna tekmovanja prijavljeno lepo število tekmovalcev v vseh kategorijah, kot članskih, kot mladinskih, in pa tudi za Zlato kuhalico Turistične zveze, za kar vam tudi čestitamo in se res veselimo sodelovanja tudi naprej. Tako da vse skupaj bo zbrano okrog 200 tekmovalcev. Ne iz Slovenije, tudi dve tuji strokovni šoli bosta prisotni in na ta način želi zbor ali pa tudi naša zbornica konec koncev
prispevati k vzdrževanju kakovosti ali pa k nadgradnji kakovosti slovenskega turizma in pa glede na to, da je kar precejšen poudarek na tekmovanju mladih, tudi poskrbeti za dodatno promocijo panoge, ki pa vemo,